Dalija Senga, živijo, lepo pozdravljena. Živijo. Dalija, ti si alumna Akademije za likovno umetnost in oblikovanje, akademska kiparka, danes pa oblikovalka sodobnega nakita in sama zaposlena v kulturi. Če se malo sprehodiva čez tvojo karierno pot, bi te za začetek prosila, da nam poveš, kaj si sanjala, ko si bila majhna, kaj si hotela postati? V bistvu sem že zelo zgodaj hotela biti umetnica. Mogoče, ko sem bila deklica, majhna, sem razmišljala o tem, da bi bila zobozdravnica. Potem pa že v prvem letniku gimnazije ali pa 8. razred osnovne šole sem pa prebrala knjigo o Rodenu in se takrat zaljubila v kiparstvo. In sem se odločila, da je to nekaj, kar si res želim početi v življenju. Super. In potem je bila na nek način ta tvoja odločitev za akademijo pač tako avtomatična. Si kaj preverjala, si takrat kaj vedela v samem študiju, ko si se vpisovala, ali je bila dejansko ta tvoj poziv te knjige, ta motivacija za vpis? Jaz sem najprej hotela iti na oblikovno šolo, pa nisem bila sprejeta, zato sem šla na gimnazijo, kar se mi je zdelo v bistvu zelo dobra odločitev, ker sem dobila neko širše znanje še iz drugih področij. Sem se pa potem celo gimnazijo načrtno pripravljala za sprejem na akademiji in sem preprosto videla to kot svojo pot. Moram reči, da se nisem zelo veliko ukvarjala s kakšnimi drugimi možnostmi. Mogoče, če ne bi bila sprejeta, bi šla na kakšno psihologijo. Sem imela pa res zelo jasen cilj v glavi. Odlično. Če danes pogledaš nazaj, kaj se ti zdi, da je to recimo, kar ti je sam študij na akademiji dal in ti pride danes prav? Študij mi je dal prvo drill, roko. Na kiparstvu je bilo super, ker smo res 2 leti vsak dan delali figuro, delali akt in si potem res friziraš roko, kar mi je tudi kasneje prišlo prav, ko sem delala pa na restavratorstvu kot kiparka in sem modelirala večje kipe in skulpture. Ena stvar, ki mi je pa za prihodnost zelo prav prišla, je pa ta skoncentriran čas vsak dan namenjen ustvarjanju. Mi smo imeli to od 10 do 1 recimo namenjeno kiparstvu. In takrat sem se nekako naučila in priučila tudi za prihodnost, da imam določen čas v dnevu, ki je namenjen izključno ustvarjanju. In da se takrat vsa energija v to skoncentrira. In to sem potem obdržala. In to ti še danes pride prav, ne? Glede na to, da si sama zaposlena, je kar disciplina potrebna, ne? Ja. Poleg študija si mogoče se ukvarjala še s kakšnimi drugimi stvarmi, recimo, ko so ti kasneje na tvoji poti prišle prav ali pa so ti koristile, kakšne obštudijske dejavnosti? Jaz sem se veliko ukvarjala tudi z raznimi zadevami, kot so raziskovanja, ne vem, psihologija me je vedno zanimala, vedno so me zanimale energije in tako naprej, ampak tudi kakšne stvari, ki pa na akademiji niso bile toliko poudarjene, pa so bile vezane na kiparstvo, ne vem. Večji poudarek na kamnu, ki ga ni bilo v mojem času, ali pa na oblikovanju lesa z motorko in tako naprej. Mislim pa, ne vem, meni je bila akademija kar obsegajoča. Vsem se zraven izobraževala še v učenju jezikov, tako. Fino. Ko si recimo ti končala akademijo, ali nam lahko na kratko predstaviš, kako je bila ta pot? A si že takrat vedela, da bo šla takoj, ne, da se bo šla v samozaposlitev, ali kako si takrat razmišljala, no? Če nam na kratko predstaviš to tvojo pot. V bistvu po diplomi sem iskreno padla v kar nekakšno krizo, ki je trajala leto pa pol ali 2, ko se mi je zdelo, da ne vem, kaj bi s sabo in kaj bi s svojim znanjem kiparstva počela na tem svetu. In sem bila kar izgubljena. Potem sem pa s prijateljico, ki je oblikovalka nakita, z Matejo Benedetti, me je povabila, da bi naredila čisto naključno en kos nakita za njeno obleko, ki jo je naredila za Miss Slovenije, za Miss sveta.
In takrat se je meni potem končno naredil klik in preboj po nekih teh 2 letih sivine in skoraj že sem obupala nad svojo kreativo. In sem ugotovila, da ja, da to je to. In potem sem se v bistvu izobrazila, sem niti ne izobrazila, ker sem tehniko že poznala, ampak sem se lotila oblikovanja nakita na popolnoma drugačen način iz plemenitih kovin, ne na način, kot se ga lotevajo zlatarji, ampak na kiparski način. In sem ugotovila, da v bistvu zgodbe, ki jih želim jaz govoriti, ki sem jih tudi hotela skozi kipe govoriti, lahko lažje povem skozi nakit. In jim glih tako lahko dam koncepte, glih tako jim lahko dam zgodbe, in je to ljudem precej bližje in tudi lažje slišijo, kakor če bi pa delala neke skulpture, ki pa mogoče so dostopne samo določenemu ožjemu krogu ljudi. Pa si se takrat recimo tako samozaposlena v kulturi, si imela kakšna znanja, si tle imela kakšne izzive? Ja, problem, ki sem ga jaz videla takrat, upam, da je to drugače, pri akademiji je, da nas niso opremili z preživetvenimi skillsi, kako potem in kaj s svojim znanjem narediti. Tako da ta pot je bila zame mičken težavnejša, jaz sem diplomirala leta 2005. Jaz mislim, da so danes mladi precej bolj opremljeni s tem, kako se tržiti, kako se oglaševati. Takrat niti ni bilo vseh teh področij, kjer bi to bilo možno, tako da jaz sem začela praktično na umetniških tržnicah s svojo prisotnostjo. In potem sem od tam počasi prišla v krog, ki je sicer ozek, ampak obstaja, spoznala oblikovalce sodobnega nakita v Sloveniji, ki so me potem začeli vabiti na razstave, in sem potem začela predstavljati svoje koncepte skozi nakit na razstavah. In potem je to v bistvu vodilo v status. Vmes sem sicer bila zaposlena tudi kot restavratorka, vmes sem tudi zanosila, imam 2 otroka, ampak sem vztrajno videla samo dolgoročno eno pot. In to je, da čim več ustvarjam, predvsem pa, da imam čim več razstav. In potem me je tudi Slovenija spoznala kot nekoga, ki ima lahko status samozaposlenega v kulturi. Je pa res, da za ta status je treba kar veliko narediti. Ja, kaj konkretno? Konkretno čim več razstav, po možnosti razstave v tujini. Ko sem začela razstavljati, ne vem, v Španiji, zdaj bom naslednje leto imela razstavo v Milanu, čim več v tujini, to najbolj šteje, ne, pa seveda vse naše galerije, ki kakorkoli kotirajo. Potem pa šteje to, da imaš čim več objav v revijah, da se te vidi, da se te promovira, da imaš intervjuje, moraš postati viden. Moraš izstopiti toliko iz nekega, ne vem, recimo v mojem primeru povprečja oblikovalcev nakita, da si viden. Se ti zdi recimo, da imajo mladi možnost že v času študija nekaj narediti za svojo kariero? Absolutno. Jaz mislim, da je danes ta možnost za mlade precej večja in boljša, kakor je bila za nas. Mladi so tudi bolj usposobljeni, kot sem rekla, že štartati s tem, da objavljajo svoje stvari, da si vzpostavijo velik krog ljudi, ki jim sledijo. Ne vem, to je danes že storiji, posnetki, v bistvu je to veliko lažje, kakor je bilo za nas, ki smo obstajali v tistem cajtu samo, ali te je nekdo pač fizično lociral in ali je prebral kakšen intervju v časopisu. Seveda se je to tudi zame spremenilo v zadnjih letih in je lažje. Moraš biti pa tudi tle redno prisoten na družabnih omrežjih, plus to, da se je seveda tudi spremenilo to, da lahko svoje storitve ponujaš tudi v tujini prek raznih spletnih trgovin, ki so namenjene oblikovalcem in tako naprej.
Ja, mislim, dejansko je res, da so te časi zdaj bolj namenjeni, ne, pač, tako kot si rekla, tujini, socialno mreže in tako naprej. In tudi zdaj, pač, ne vem, če so takrat, ko si ti študirala, že bili karierni centri, recimo, ne, zdaj mi ne organiziramo tudi za akademije, management in v kulturi in take podobne delavnice, ki se jih pač mladi lahko udeležijo. In tako kot smo rekli, ne, živimo pač v tem času, ko je dejansko vse nekako bolj dostopno na socialnih omrežjih. To se mi zdi super. Jaz osebno bi bila, ne vem, če so bili, vsekakor nismo vedeli za njih, bi mi pa veliko lajšalo, če bi se lahko na koga obrnila, ker jaz sem veliko spraševala, kako bi se lahko izobrazila v tem, kako prodreti, kako se oglaševati, kako se mrežiti in tako naprej. Pa moram priznati, da takrat te informacije nekako niso bile dostopne in se mi zdi, da je super, da so danes možnosti, da se že študente usmerjajo v to smer, da razmišljajo o tem. Dalja, bi nam ti mogoče na kratko predstavila zdaj ta tvoj sodobni nakit. Kaj zdaj to pomeni? Kaj ti počneš? Na kakšen način? Jaz v bistvu delam s tehniko, ki je dosti meni kiparska, to je vsak kos modeliram v vosku in ga potem odlijem v srebro in zlato. Kar je meni všeč, da jaz lahko v bistvu na zelo subtilen način, zelo oseben in ne, da bi se podala na pladnju, dajem neka svoja razmišljanja noter, neke svoje zgodbe. Recimo en primer, kolekcija Zgodba za pisavo, je nakita, to so tudi med drugim uhani, ki jih imam gor, ampak se ne vidi, to morajo biti tule vse posnetki, je kolekcija, ki nadaljuje moje diplomsko delo še z aluja, kjer sem imela eno omaro, ki je bila stara toliko kot jaz in velika in sem jo 3 mesece popisovala in vžigala vanjo svojo življenjsko zgodbo z zelo majhnimi črkami in sem krožila okoli omare in potem se v bistvu ta nakit je odtis te zgodbe vžgane v to omaro, ne. In v bistvu na nek način, ki ni interpretiran zdaj vsakmu, ki ta nakit ima, dajem svoje zgodbe naprej, po drugi strani so pa ljudje izjemno subtilni za to in zelo začutijo in jih zelo fascinirajo kakšne zgodbe, ki se podajajo v nakitu. Ne vem, recimo še ena kolekcija, ko sem naredila serijo nakita, to so bili Dreamcatcherji, ki so bili odtisi, to je bilo tudi na Fashion Weeku, odtisi nakita, ki je bila v bistvu, so bile moje sanje, urezane v lobanje od srne. To je bil moj nek sanjski dnevnik. In ta nakit je zelo lep, noben pa ne ve v bistvu, iz česa izhaja, je pa pisava in odzadaj so možganski šivi in kost od spodaj in tako, ne. Predvsem me zanimajo, je zanimiva, je tudi malo mejna, ampak mene zanimajo po eni strani zgodbe, ki so zelo osebne, po drugi strani me pa fascinirajo teksture in se vedno igram s teksturami, predvsem takimi, ki so ponavadi spregledane. Ja, to, kar si povedala, je izjemno zanimivo in tako malo skrivnostno, ampak vem pa tudi, da delaš neke odlitke, recimo po drugi strani iz narave, ne? Ja. Recimo, če me kakšna stvar zelo fascinira, ne vem, kot je trenutno hit žajblov list, ne, pa saj to je nekaj, kar nisem edina, kar delam, ne, ampak je ena tekstura, ki me zelo veliko zelo potegne in mi je fascinantna in me vsakič znova navduši, ne. Saj v bistvu ne rabi vsaka stvar imeti neko čisto simbolno zgodbo, mora biti pa vsekakor nekaj, kar mene fascinira, ne vem. Ena kolekcija pa je brez veze, srčke delajo vsi, ampak srčke, ki jih jaz delam, so v bistvu srčke, ki jih je naredila moja 6-letna punčka, ne. In zaradi tega so vsi pofavljeni, drugače narejeni, ampak meni osebno pa imajo dodano vrednost, ne. In tega tudi marsikdo ne ve, da je v bistvu izdelano s strani 6-letnice, ki se je igrala, ne, meni je pa to nekaj najlepšega. In to ljudje tudi nekje začutijo, da je drugače in da je izstop iz neke klasike. Dejansko ima čisto vsak tvoj nakit zgodbo, ne, če tako rečeva. V bistvu
vsak tvoj kos ima neko zgodbo, ne, in če koga zanima, z veseljem podeliš, ne, ker bo potem še bolj čarobno in magično. Dalija, nam poveš, recimo, kako poteka en tvoj tipičen dan, da recimo si znamo predstavljati, kako izgleda, ne vem, delo enega umetnika. Moj tipični dan vključuje to, da peljem zjutraj otroke v šolo. Po možnosti, če je dober dan, grem pol takoj odlaufati en krog in potem grem za svojo delovno mizo, kjer preživim 4 do 5 ur. In ustvarjam, brusim, zaključujem naročila, lotam, postavljam kamne in uživam. Potem pa moram reči, da kar nekaj časa v dnevu sigurno moram nameniti vsak dan tudi promociji. Veliko mi vzame fotografiranje kosov, veliko mi moraš premisliti, kaj boš objavil, kako boš postavil fotografije, kaj boš napisal. Problem tega je, da si one man band, ne? In glede na to, da nismo vsi za vse, jaz sem zelo narejena na temu, jaz rada delam, rada ustvarjam in rada čutim stvari, vse ono, kar je pa potem praktično, pa da bi objavil, da bi naredil, da bi potegnil, to mi je pa vse, sem se mogla priučiti, ne prije mi to naravno, tako kot verjamem, da je danes mladim to z levo roko, ne, meni to ni prišlo tako zelo naravno in vsak dan mi je to nek trud. Po drugi strani sem se pa pač priučila, da je to del mojega vsakdana in da brez tega ne gre, ne. Seveda se potem fotografiram stvari večinoma tudi s profesionalnim fotografom, da so prave fotografije in tako dalje, ne. Tako da potem je seveda treba tudi premisliti embalažo, cel package moraš stalno imeti, vse v glavi, ne. V nekem idealnem svetu bi to počel nekdo drug, jaz bi samo uživala, ampak seveda počnemo vse, ne. In se je treba naučiti gledati celo sliko in se ukvarjati s celo sliko. Kontakt s strankami, biti hiter, biti ažuren, takoj odgovoriti, takoj dati neki reply, znati komunicirati s strankami, to je v bistvu zelo, zelo, zelo pomemben del tega, da ti uspe prodati svoje kose, da ti uspe, da te priporočajo naprej, reševati težave in tako naprej. Moraš imeti kar nekaj skillov, no. Moraš imeti kar nekaj skillov, ne, delo z ljudmi, tudi malo psihologijo, ko si v začetku omenila, da te v resnici, a ne, skozi zanimala, ti dejansko zdaj prav pride, ne, v bistvu pri delu s strankami, ne, pač, ko sodeluješ, tako da te je na nek način življenje čisto prav vodilo, a ne, pač umetnost in psihologija, ki si danes lepo zapakirala v eno to zgodbo, ne, pač skozi svoj nakit, ki lahko pač komunicira z njim, ne, in potem tudi kako skomunicira s strankami. Ja, zaradi tega, ker jaz v bistvu zelo delam osebno, zelo delam za vsako stranko posebej, za vsako stranko se dobim, si vedno vzamem vsaj uro časa za človeka, da se spoznamo, da se začutimo, da vem, kaj si on želi ali ona, kaj si predstavlja in tako naprej. Tako da to je v vseh teh letih zelo veliko različnih ljudi, takšnih in drugačnih, in tudi to moraš nekako zelo znati speljati in da se ti človek odpre, da ti zaupa, da v bistvu ve, da si ga začutil, da ve, da ti veš, kaj on hoče, in to je zelo tako na osebni bazi, ne. Ni mass production. Kako pa razmišljaš o prihodnosti? Trenutno v tej situaciji rečemo, da ostajam pozitivna. Imam to srečo, da imam status samozaposlene v kulturi, ne, in upam, da ga bom ohranila. Ravno včeraj sem sporočila, da je ena razstava v Milanu, Jewelry Fashion Week, ki bi mogla biti letos, se bo zaradi covida prestavila na naslednje leto in tako naprej. Tako da tudi na te stvari bo treba biti pozoren, koliko sploh bomo imeli možnosti ohraniti status, ali nam bodo dali kakšne druge možnosti, glede na to, da ne moramo imeti razstav, ne, in da se vse prestavlja. Mislim, vsekakor sem optimistična, the only way is up. Jaz mislim, da je treba še več delati na temu, da sem vse bolj vidna, da grem tudi v tujino. Moram pa priznati, da meni osebno je kljub spletni prodaji najbolj všeč oseben odnos. In recimo, če bi začela delati masovno za ljudi, ki jih ne poznam, mi to ne bi bilo tako blizu, no.
kakor to, da pogledam človeka v oči, da se dobiva in da vem, kaj narediti. Dejansko, mislim, so izzivi. Ta korona nam vsem postavlja izzive, ne, in nas postavlja v neke druge situacije, stvari se spreminjajo, ne, dejansko pač težko planiraš, pa se moraš prilagajati, ne. Meni se recimo zaprli vse trgovine, v katerih sem imela svoj nakit, ne, seveda, normalno, tudi trgovine so nekatere vmes propadle z oblikovanjem, nekatere so zamenjale prostore, pa še niso odprte, tako da je izziv, ne, seveda je izziv. In predvsem pa to razmisliti, kje sploh lahko razstavljam in kje sploh lahko se pokažem, ne. Zdaj je v bistvu vse šlo samo na spleten del, ne. Kar je pa spet drugače, ker videti stvar v živo, jo imeti v rokah, jo začutiti, je drugače, kakor pa videti fotografijo. Tako da, ja, so izzivi, ampak jaz mislim, da v tem trenutku se moramo samo absolutno prilagoditi novim načinom, nič drugega. Ja, kot si rekla, se moramo prilagoditi. Zdaj, glede na to, da je približno že tak čas proti koncu, bi te prosila za konec, če bi lahko dala en tak nasvet mladim, zdaj tem mogoče, ki se odločajo za študij ali pa tem, ki so že na akademiji, ne, kaj bi bil en tvoj nasvet za njih? Gledati čim širšo sliko, čim več izobraževanja na različnih področjih in čim več se opremiti z sposobnostjo potem enkrat, tudi če ne veste, kaj boste delali, ker jaz na akademiji nisem vedela, da bom oblikovalka sodobnega nakita, jaz sem mislila, da bom pač kiparka. Ampak imeti zelo široko glavo in čim več znanja v marsikatero stran, v smer, potem se pa stvari izkristalizirajo. Ker vse, kakor sem jaz dojela, vključno z vsakim korakom na moji poti, vključno z restavratorstvom, vključno z tudi in psihologijo in vsem, znanjem jezikov, vse so bile puzle, ki so mi potem naredile pot do danes, ne. Tako da nobeno znanje ni vrženo stran. Precej boljše je imeti več kakor manj. Dobro, Dalija, hvala.